Gospa Katja Kokot, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi imela tu samo en manjši odgovor na tole. V bistvu kolega Šega pravi do pravice do delitve dobička. Kaj pa pravica do delitve izgube? Kaj pa v tem primeru? Tega pa ne bi delili, ne? Torej, ko govorite o ekonomski demokraciji, moramo pogledati vse vidike. Ne samo dobiček, ampak tudi eventualno izgubo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kokot. Pa še en krog razprave odpiramo, če se imate repliko. Kar izvolite. Gospa Kokot, malo ste pomešali pojme. Če je podjetje v težavah, so delavci tisti prvi, ki ga po domače povedano nadrsajo. Kapital ob izgubi izgubi zgolj tisto, kar je vloženo. In če si boste pogledali izhodiščni kapital večina slovenskih firm, boste videli, da je ta kapital relativno nizek. Relativno nizek. In še nekaj, dobiček ustvarjajo delavci. Sam kapital ne ustvarja ničesar. In seveda ti delavci imajo pravico do deleža dobička. Te stvari, kaj pa je izguba, oprostite, to je pa neka zgodba, ki jo poslušamo vedno. Delavci se bodo seveda trudili, da ne bo firma v izgubi. Saj bo oni prvi tisti, ki bodo izgubili delež. Kapital bo pa izgubil tistih 7.515 evrov, koliko je ustanovnega kapitala in nič več, oziroma bo pravi čas, tako kot je pri nas navada, pravi čas tisti zdravi del izločil, vsi izgube bojo pa ostale na delavcih, ki ne bojo nikoli imeli poravnanih plač. Tako da to so malo neumne in smešne pripombe. Hvala. Gospa Kokot, replika na repliko ne obstaja. Eventualno bi lahko bila, če bi ocenil kot navedbe gospoda Šege za netočne, ampak je to njegov subjektiven pogled na ekonomijo. Kar izvolite, gospa Sukič. Hvala za besedo. Seveda to ni subjektivni pogled vlade Šege na ekonomijo. Povedal je, da 75. člen ustave jasno govori o ekonomske demokraciji, tudi je navedel vse tri postulate, temelje ekonomske demokracije, tako da to je stvar ekonomske znanosti in ne subjektivnega pogleda Vladimirja Šege. To je prva stvar.